Pri opcijskem protokolu je namen takšen, da se vzpostavi ta dva sistema nadzora, in sicer eden na mednarodni ravni, drugi pa na nacionalni ravni. In sicer se preverjajo, ali je ljudem, katerim je odzeta prostost, če so izpostavljeni kakšnemu ravnanju, ki predstavlja mučenje ali druge oblike okrutega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja. In PIC je bil kot nevladna organizacija izbran na razpisu pri varuhu in bo sodeloval v tako imenovanem državnem preventivnem mehanizmu. Slovenija je k temu, čeprav razumem, že pristopila kot ena prvih. Tako. Smo lahko prebrali, ne? Ja. Kako to? Ne vem. Koliko časa je ta opcijski protokol že v veljavi, pa kdaj je Slovenija potem zakonodajo sprejela, ki se je, da je uskladila to zakonodajo? Generalna skupščina Združenih narodov je sprejela opcijski protokol leta 2002. Slovenija ga je ratificirala septembra 2006, zakon o ratifikaciji tega protokola pa je stopil v veljavo 1.1.2007. Tako da v bistvu, glede na to, da smo res ena prvih evropskih držav, lahko rečemo, da gre tu samo za dobro prakso in da nas velja posnemati. Ja, ki je pohvalna. Ali druge države tudi to prepustijo nevladnim organizacijam, imajo kakšne druge mehanizme uvajanja te prakse? V bistvu opcijski protokol navaja, da morajo biti ti redni obiski s strani neodvisnih mednarodnih in državnih organov. Tako da mislim, da nevladne organizacije bi povsod lahko prišle v poštev. To je jasno, zato ker je država ponavadi izvajalka pregona, ne? Tako. Mora biti potem neodvisen. V redu, če gremo zdaj k konkretnim stvarem, kako bo PIC pristopil, kako bo postopek konkretno potekal? Torej, nekoga areterajo, je zaprt. Potem pridete vi. Zdaj tu je treba upoštevati, da tu ne govorimo samo o zaporih, ampak o vseh krajih, kjer je ljudem odzeta prostost. Sem spadajo tudi preiskovalni zapori, to je že rečeno, zapori za že obsojene osebe, policijske postaje, ki imajo prostore za pridržanje, psihiatrične bolnice, prevzgojni domovi za mladoletnike, domovi za ostarele, center za tujce v Postojni in pa azilni dom v Ljubljani, ampak samo oddelek za omejeno gibanje. Zdaj, obiski bodo potekali tako, da bodo šli na teren predstavnik varuha in pa predstavnik dveh nevladnih organizacij, in sicer PIC-a in Mirovnega inštituta. Obiski pa so praviloma nenapovedani. Možno je, da se obisk opravi na podlagi konkretne pobude, vendar opozarjam, da se v okviru tega nadzora po opcijskem protokolu ne rešujejo konkretni primeri, ampak gre samo za splošen nadzor. Preverjali pa bomo, kakšni so materialni pogoji, naprimer velikost sob, postelje, kakšno prezračevanje, dostop do pitne vode, osvetlitev in podobne stvari. Potem, kakšno je ravnanje zaposlenih z osebami, katerim je odzeta prostor, kakšen je sam postopek namestitve, v primeru psihiatričnih bolnic pa tudi uporaba posebnih varovalnih ukrepov. Na različnih krajih, to je vsi kraji, kjer je ljudem odzeta prostost. Ni pa nujno, da je to zapor, kjer je nekdo že obsojen. Kot rečeno, lahko je tudi to dom za ostarele oziroma dementni oddelek v domu za ostarele, za katerega ljudje načeloma ne bi rekli, da je da sodi v okvir tega nadzora. Bo pogodba opredeljevala tudi maso ali pa frekventnost tovrstnega nadzora, obseg? Pogodba zaenkrat tega ne opredeljuje, predvideno pa je, da bo opravljen en obisk na konkretno, naprimer, policijsko postajo zapor. Letno. Predvidevam, da potem bo poročanje z vaše strani vključeno v poročilo letno Varuha človekovih pravic, ne? Tako. Vsak predstavnik nevladne organizacije, ki bo prisoten, bo po upravljenem nadzoru pripravil tudi posebno poročilo, ki bo del tega skupnega poročila, ki ga bo objavil varuh, lahko pa je tudi to ločeno poročilo oziroma lahko podamo ločeno mnenje. Poznate že kakšne primere prakse iz drugih držav o tovrstnem nadzoru, ali smo res prvi na svetu? Ne, očitno smo res prvi, ker tudi nam ni znana kakšna praksa iz drugih držav. So vam slučajno poznani podatki iz prejšnjih let za Slovenijo ali pa kjerkoli drugje, torej ali tovrsten nadzor pomaga pri redukciji
represivnih pristopov v institucijah, o katerih se pogovarjava? No, zdaj v preteklosti nevladne organizacije nismo sodelovali, ne? Je pa upravljal nadzor varuh človekovih pravic, ki je v svojih dognanjih tudi pisal v svojih letnih poročilih. Po mojem mnenju takšen nadzor sigurno pripomore k izboljšanju razmer, k zvišanju standardov, pa ne gre pozabiti, da po tem opcijskem protokolu se bo izvajal tudi nadzor na mednarodni ravni, ne? In sigurno ni državi v interesu, da se očrni pred mednarodno skupnostjo, ne? S takšnim slabim poročilom, če bi navajali, da je Slovenija kršiteljica človekovih pravic, da so osebe, katerim je pridržana prostost, da so podvržene mučenja ali podobnim ravnanjem. Ali je možna na tem mestu že kakšna ocena, kakšno je trenutno stanje v slovenskem institucionalnem sistemu? Mi žal zaenkrat s temi informacijami še ne razpolagamo. Pa še zanima me, torej v tem projektu boste sodelovali Mirovni inštitut in pa Pravno-informacijski center. Bodo odgovornosti ali pristojnosti kaj deljene ali ste popolnoma delite delovanje? Zdaj tako je, da zaenkrat obe nevladni organizaciji upravljata nadzor v sodelovanju z varuhom, ne? Kasneje pa je možno, da bo prišlo do neke nadgradnje in da bodo nevladne organizacije tudi same upravljale ta nadzor. Zdaj zaenkrat imamo takšne pravice kot tudi varuha, ne? Torej, da se pogovorimo z osebami, da pregledamo dokumentacijo in pa da podamo samostojno mnenje o zadevi.